Toplo pomladno vreme kar kliče k sproščenemu klepetu s prijateljico. Če ga uspemo združiti z malico, toliko bolje. Marsikomu vsaj toliko časa zaprija tudi kakšna mesna dobrota z žara. No in zato nam bo Nina Gabrielčič iz Medeksa povedala oziroma zaupala, kako si jo lahko privoščite brez slabe vesti, da bi zaužili preveč maščob. Ej, živjo! Čau! Živjo, Imate malico? Ja. Ste si pa prvošle, sta frajerke. Danes pa majčkeno drugačna malica kot ponavadi. Vidi se res drugače drživa, da gledava, da je malica zdrava, ampak to toplo vreme, pomlad, da je kar malo spomnili na piknik, da so rekla, da je otvoriti sezono in evo. Krompirček, hamburger. Ja. Ampak Nina, zadnjič si mi rekla, da obstaja ena varianta, ena rešitev pri taki hrani. Je to res? Res je. Za take primere, ki so občasni, pa mi nosimo s sabo Medeksov Lipostop. Kar v torbici. Kar v torbici. Tega je najboljše imeti vedno pri sebi, sploh pa zdaj, ko prihajajo pikniki. Zato, ker velikokrat imamo malo prevelike oči in potem prepolne želodce, planov pa še ogromno. Če smo pa na pikniku z otroki, pa sploh to pomeni še letanje okrog. In Lipostop, mi pravimo, poskrbi, da pregrehe ne pustijo sledi. To se pravi, počrpa maščobe, ali kako? Tako je, v bistvu jih povleče nase. Ampak glej, tule je narisan en kaktus. Kaj ima pa kaktus pa maščobe? Kje je tukaj kakšna povezava? Ja, misli na kaktus, puščave res bi težko povezali, ampak dejansko so francoski znanstveniki pri raziskovanju nalaganja maščob v telesu naleteli prav na poseben kaktus, to je Opuntia ficus indica, ga začeli proučevati in ugotovili, da v bistvu kaktus v puščavi preživi ravno zato, ker v času, ko je v zemlji dovolj hranil, ko pride kakšno deževno obdobje, naredi zalogo maščob in sladkorjev, da potem preživi težko sušno obdobje. To pa zato, ker te maščobe posrka veže nase. In to jih je vodilo v razvoj registrirane znamke Neopuntia. To je učinkovina, ki prav zaradi vsebnosti uprašenih kaktusovih listov nase veže maščobo in poskrbi, da lahko tudi mi vzdržujemo svojo telesno maso. A zato ste tako korajžni ljudje danes? Ja. Nina, a pa je to treba recimo uživati po hrani, pred hrano, moraš biti že prej pripravljen, ali kako je to? Jaz tega res ne poznam. Ja, Lipostop ni dietna kura, kot bi mogoče nekdo mislil, ampak so kapsule, ki jih vzamemo potem, ko zaužijemo nek z maščobo obilnejši obrok ali pa malo več hrane. Vzamemo 4 kapsule, nekje pol ure do 1 ure po obroku in potem preženemo, že preden se pojavijo tisti občutki teže, mogoče napihnjenosti, takega, da bi najraje kar obsedeli, namesto da se vrnemo k delu in aktivnostim. To je pa zelo zanimivo zdajle pred poletjem, a ne? Ja, pred poletjem pa tudi sicer, sploh pa ravno takrat, ko nas tako kot naju, ki običajno ne jeva takih količin hrane, kdaj premagajo, se pravi, moči, potem pa imamo s sabo za vsak slučaj, ena škatla kar nekaj časa traja, 4 kapsule, ker to ni vsakodnevno, imamo potem lahko vedno na zalogi. Ja, to sta me pa prav presenetili s tem. Jaz ti bom dala tole nazaj v torbico, ne bom vaju več motila, hotela sem samo par besed spregovoriti, tako da dober tek, uživajte v hrani, v naravi, pa vem, da boste znali poskrbeti, da boste spet fit potem, a ne? Brez skrbi, ker bova to dobro predelali, si po službi lahko privoščiva tudi kakšen tek po Tivoliju. To je pa tudi res. Občutka teže v trebuhu. Super. Ej, Ana, Nina, hvala za klepet. Nataša, pa se vidimo spet. Čau, živjo, čau. Adijo.